Sonce na nebu, glave v knjigah. Tako je videti sobotno jutro, če tekmuješ za Zlato Cankarjevo priznanje in si eden tistih, za katere ljubezen do pisanja in slovenščine nima meja. Prihajam iz občin blizu Trsta. Sem že večkrat tekmovala in zato sem se odločila tudi letos in mi je tudi všeč pisati in zato ja. Na šolskem tekmovanju se je letos merilo več kot 35.000 osnovnošolcev, na državno pa se jih je uvrstilo 131. Zdaj sem prišla zato, da povem drugim, kako rada pišem, ker res več uživam v tem. Tukaj mi je všeč, ker ni pravilnih odgovorov, več je ustvarjalnosti, pa tako, to mi je zelo všeč. Sem znemiren, ker sem prvič na državnem tekmovanju. Pripravljal se nisem dosti, ker nisem imel veliko časa. Nestrpnost pa se je z vsako minuto stopnjevala. Sem živčna, ne vem niti točno zakaj. Ja, malo sem živčen, ko ne vem, kakšne noge bojo, sem se pa že pripravljal, tako da bi mogel biti v redu. Po 10. uri pa gre za res. Tekmovalci na svojo polo, na katero bodo napisali spis, najprej nalepijo šifro. Tako komisija ne bo vedela, čigavo delo ocenjuje. Potem mladi začnejo pisati besedilo, ki se mora opirati na 2 knjigi. Naročje kamenčkov Saše Vegri in Skrivnosti Nika Grafenauerja. Najbolj mi je bil všeč naslov Otroškost oziroma Otročje. Tako smo se res lahko razpisali, kakor smo o tem. Ja, jaz sem še kar zadovoljna s tem, kar sem napisala. Zdaj, kako bodo zadovoljni pri vrednotenju, bom videla, ne? Gotovo bom bila zelo na trnih cel dan. Neuradni seznam 65 zlatih nagrajencev je bil namreč objavljen že isti dan, uradni rezultati pa bodo znani v soboto.